tista prva izkopavanja, ki so bila težava dobiti delavce. In pri prvih izkopavanjih v Kandiji so sodelovali zaporniki. Miličnik se je lepo usedel v senco tistih dreves, ki so bili tam, ti zaporniki so seveda delali. Bil je najden bronast oklep, oklep, ki jih imamo v Sloveniji 2, pa skratka 9 oklepov imamo vse skupaj iz tega obdobja, ki jih poznamo danes na svetu. Potem je pa Novo mesto naj bi obiskal Gracioli, torej ta guverner Ljubljanske pokrajine, in potem so pametni novomeščani začeli razmišljati, da nekdo, ki pride v Novo mesto kot gost, mu moramo dati pa darilo. Zdaj, situla sama kot taka je sicer krasna, ker je kovinska posoda, ampak pomemben je upodobitev, ki je na teh situlah. To so pravzaprav iz tega obdobja edini res umetniški izdelki, ki so se ohranili. Mi smo malo preračunavali na hitrico in vsaj 10-krat več sredstev v restauriranje naših predmetov, torej iz Novega mesta je vložila država Nemčija kot država Slovenija. Ampak to pustimo zdaj v tem trenutku. Vprašanje, ki muči marsikaterega Novomeščana, je, kdo so bili ti ljudje, ki so tukaj živeli pred 2, 3, 4 tisoč leti. Kaj je kapiteljska njiva in kaj ste tam našli? Doktor Borut Križ je arheolog. V Novem mestu je praktično sinonim za arheologijo. Je muzejski svetnik v Dolenjskem muzeju in od leta 1993 vodi oddelek oziroma dela kot kustos na oddelku za arheologijo in je vodja arheoloških izkopavanj na železnodobnih najdiščih v Novem mestu in okolici. Pod njegovim vodstvom je muzej postal bogatejši za približno 10.000 arheoloških predmetov, o katerih teh raziskavah in predmetih pa je napisal tudi številne knjige in pripravil več razstav. Borut, arheolog si že zelo dolgo, menda od tvojega 10. leta že. Ja, seveda to so zgodbe, ki zdaj v starosti pripovedujem prav z veseljem okoli. Ampak prav slučajno sem res sodeloval že pri 10 letih na prvih arheoloških izkopavanjih. Moram priznati, da ko sem se sam potem, ko sem začel sam delati kot arheolog, ko sem začel voditi izkopavanja, da sem pravzaprav razmišljal, ali bi tudi jaz kakšnega takega pobiča 10-letnega spustil, da pravzaprav dela z arheološkimi predmeti in arheoloških izkopavanjih. No, taki ti je pustil, je bil pa Tone Knez, ne? Res je, ki je bil odločilna oseba nekako v tvojem življenju. Ne? Tako je. Sankov je rad, ne? Ja, Sankov bi se, tako je. Torej, gospod Tone Knez je bil doma iz Laškega, torej ni bil Novomeščan. In ko je on prišel v Novo mesto, ko je dobil delovno mesto v Dolenjskem muzeju, je edini človek, ki ga v Novem mestu poznal, slučajno bil moj oče. Pa še to zato slučajno, ker je najboljši prijatelj gospoda Kneza študiral farmacijo v Zagrebu. In tudi moj oče je študiral farmacijo v Zagrebu. In slučajno sta bila torej, ta prijatelj od gospoda Kneza in moj oče tudi cimra v Zagrebu na študiju. In ko je gospod Knez prihajal na obisk svojemu prijatelju v Zagreb, je spoznal mojega očeta in tako je potem po nekaj letih, ko je prišel v delovno mesto arheologa v Novo mesto, edini človek, ki ga je tukaj poznal, je bil moj oče. Zato se je večkrat oglasil tudi pri nas doma. Da sta se pa vidva povezala, je pa to, kar sem prej rekel. Ne? Res je. Torej, jaz sem bil še takrat precej majhen, on je prišel, ko sem na 4-5 let star, in potem je on meni razlagal že kasneje v njegovih odraslih letih, tako rečem, rekel, veš, jaz sem se blazno rad sankal in jaz jasno sam sankat se malo bilo neumno, rekel, druga zadeva, ki je pa bila, tudi sank nisem imel. Ti si imel pa sanke in si bil majhen in potem jaz krjavo se prvo sem rekel, grem pa jaz z njim na sankanje. In tako smo hodili na Marov na sankanje. Ja. In kako je prišlo pa do tega, da si se mu pridružil pri izkopavanjih kot
Popček, ne? Ja, ko je on začel s temi velikimi izkopavanji arheoloških gomil v Kandiji, to so znana izkopavanja z situlami, z čeladami, skratka z izjemnim gradivom, starejši železnodobnim, ki se je pojavilo ob teh posegih arheoloških, je takrat še vedno prihajal k nam domov in jaz sem ga seveda spraševal, me je zanimala cela zadeva. No in potem je rekel, ja, pa pridi enkrat pogledat na izkopanje. Jaz seveda sem bil navdušen in sem rekel, bi lahko prišel tudi sodelovati. In res, potem so bile neke šolske počitnice, on je pa še vedno izkopaval in potem sem se mu za nekaj dni pridružil na izkopavanjih, torej v Kandiji, na teh Znančevih njivah in moram priznati, bil sem navdušen, ampak če danes gledam nazaj, tako vprašanje, ali je bilo koristno za stroko, da sem jaz tam delal ali ne. Ja, očitno je bilo, ker si se zaradi tega odločil, da boš arheolog in to, da si se odločil za arheolog, je za stroko zelo koristno bilo. Glede na to, če pogledamo, kaj si v vseh teh letih na področju arheologije naredil. Dolgoročno, mogoče, ja, kratkoročno pa že vprašljivo. No, druga zadeva pa seveda je bila ta, da ko so se pa izkopavala potem kasneje pa na Beletovem vrtu, to je pomeni ob občini, tam, kjer je danes banka, sedež Ljubljanske banke. Tam, kjer so se sanke ustavile. Tako, tam. Torej, ko se je pa tam izkopavalo, je pa seveda gospod knez, no, zdaj se upravičujem, ampak se vrnem malo nazaj. Tista prva izkopavanja, ki so bila težava dobiti delavce, torej delovno silo. In pri prvih izkopavanjih v Kandiji so sodelovali zaporniki, torej tisti, ki so bili v nomeških zaporih, jih je policist pripeljal, torej miličnik takrat pripeljal na izkopavanje, miličnik se je lepo usedel v senco tistih dreves, ki so bili tam, torej ti zaporniki, imenovali so jih arestanti, so seveda delali. No, ko se je pa delo kasneje, torej pri občini, torej pri tej Ljubljanski banki, naj bi pa že sodelovali torej dijaki in študentje preko študentskega servisa. In potem, ko sem jaz takrat že srednješolec, me je seveda gospod knez uporabil, da sem jaz po gimnaziji polovil nekaj fantov, ki so bili pripravljeni delati in potem sem jih jaz pripeljal na izkopavanja. Tako da sem tudi jaz redno sodeloval na teh izkopavanjih in v celi srednji šoli in seveda sem tudi uspel pripeljati ekipo, ki je potem delala tam. Poleg arheologije so te pa zanimale tudi rastline, cvetice. In da je bila neka opcija, da bi šel tudi študirati agronomijo in bi končal na njivi, tako kot si končal, tako, sam ne na kapiteljski. Verjetno res, ja. Mene so dejansko, kot si omenil, zanimale cvetlice, torej rože, zanimalo me vrtnarstvo, torej vrtnarstvo z rožami, ne za salato. In v resnici sem pravzaprav nihal med odločitvijo po maturi ali na torej agro ali na arheo in potem mogoče je malo prevladalo tudi to, da meni matematika ni dišala in potem so nam razložili na nekem informativnem dnevu, da pri agronomiji je pa zelo veliko matematike, fizike, skratka potem je bila stvar zelo preprosta za odločiti in sem se seveda odločil za arheologijo. S tem, da so doma seveda tako rekoč zelo nasprotovali temu, z utemeljitvijo, da ni pravzaprav sploh možnosti, da bi dobil posel kot arheolog. In potem sem moral pristati, da bom ob arheologiji študiral tudi zgodovino, ker so rekli, za šolo bo pa že še dober, bo pa že lahko šel nekam učiti, tako da bo preživel. Rezervna varianta. Tako je. Ja. In potem sem moral pač delati tudi zgodovino, poleg arheologije. Ja. V bistvu pa, ko si prišel na fakulteto, si imel z arheološkimi izkopavanji najbrž več izkušenj kot večina profesorjev. No, to je že težko reči, ampak sem vsaj med vsemi študenti, ki so takrat bili, sem pa imel seveda največ izkušenj, ker sem delal na zelo, zelo različnih arheoloških terenih z gospodom knezom. Skratka, bilo je kar pestro. Začel si v Kandiji, praviš, ja. In potem Beletove njive. Tako je. Kot študent si pa sodeloval pri izkopavanjih v Egiptu, v Siriji, v Nemčiji, vse povsod. Vidim, danes si zelo tako šaljivo razpoložen.
Torej, v naših časih teh možnosti, kot jih imajo dejansko danes moji kolegi, študenti, ki so na fakulteti, z različnimi tujimi univerzami sodelujo in izkopavajo po celem svetu. To je dejstvo. Torej, v naših časih tega ni bilo, maksimalno bilo, da si lahko nekam v Jugoslaviji šel v kakšno izmenjavo, ampak jaz moram priznati, jaz tega nisem imel, sem pa zato bil na izredno veliko izkopavanjih po celi Sloveniji, od Koroške, Štajerske, Gorenjske, Primorske, Notranjske, Dolenjske, skratka, na vseh koncih, kar me je zanimalo in sem želel videti čim več stvari, ker sem rekel, arheologija pravzaprav na tak posel obrtniški, saj tisti terenski del, da čim več stvari vidiš, čim več strokovnjaki, s katerimi delaš na terenu, si zraven, spoznaš njihove prijeme, njihove finese, da tako rečemo, in se s tem seveda nekako izobražuješ. In moram priznati, da sem imel srečo, da sem dejansko delal za kar večino tistih najboljših terenskih raziskovalcev in upam, da je tudi kaj ostalo. Potem si šel po študiju, si šel v vojsko v Benkovac, ne? In tam svoje najdišče odprl in kopal in raziskoval med vojsko. Mal čudna zadeva. Ne? Precej čudna, ja, moram priznati. Ampak kasarna je tako bila precej dolga in torej dolga, to pomeni tudi tisti tereni, ki so bili zelo taki daleč sosegli in na koncu tiste kasarne, ko je bila žica, naprej tisti del, ki je bil, smo imeli pa vojaki, smo kopali torej te strelske jarke, rove, smo pač laufali in tako naprej. No in ko smo enkrat tako kopali, sem jaz videl, da blazno enih lončenih odlomkov letijo ven. To odlomki, ki so bili stari, torej iz starejše kamene dobe, iz mlajše kamene dobe, ampak nekje 6000, 5000 pred našim štetjem. Torej šlo je za eno neolitsko naselbino očitno in potem smo zraven našli še kremenaste odbitke in kremenasta orodja, torej kamnita orodja, kamenodobna, no in potem sem jaz seveda šel jasno od koraka do šefa kasarne in sem rekel, torej, tovariš polkovnik, tam imamo pa eno izjemno najdišče in bi bilo fajn, če se mi zmenimo z lokalnim muzejem in naša vojska bomo skupaj naredili eno izkopavanje, pa bo vojska sodelovala z civilnim prebivalstvom. Skratka, to je bilo v tistem času zelo in, da tako rečemo. No, ampak me ta polkovnik pogledal, pa je rekel, veš, nič ne bomo tam kopali, tam so lahko kakšne mine zakopane, lahko se komu kaj zgodi, konc, nič, tam ne bomo nič kopali. No, ampak mene je seveda matrala zadeva, ker to je bilo neznano najdišče, do zdaj torej neodkrito in potem sem poskušal navezati stike z kolegi v Zadru, v muzeju, torej tam je bil en profesor Batovič, ki se je ukvarjal ravno s tem obdobjem in je bil v celi Jugoslaviji znan kot najboljši profesor. Moram priznati zgodbo spet, ki jo pripovedujem, da sem ga pač nekajkrat poskušal kontaktirati, nikakor ga nisem mogel dobiti, nikoli ni bil v muzeju, ko sem ga klical. Seveda je bil pa to čas, ko ni bilo mobitelov, ampak je bil v celo kasarno za 1000 ljudi en telefon pri vratarju in ni bilo tako preprosto priti veliko do telefona, do povezave. No in nekako nisem uspel ga dobiti, ampak potem sem pa nekako zvedel, da je pa v Zadru, ima pa ta muzej zadarski praznuje, mislim, da 100 ali 110-letnico obstoja in imajo oni tam kongres so pripravili in tudi ta profesor Batovič je bil kot govornik, torej tam kot referent, bi moral imeti referat. In jaz sem nekako v kasarni uspel z nekimi zvijunskimi potezami dobiti dovoljenje, da sem šel v Zadar na to predavanje. In ko sem prišel na to predavanje, so rekli, gospod Batovič je odpovedal in ga danes ne bo. Skratka, nikakor nisem mogel navezati stika in potem sem rekel, zdaj pa tako, meni se tudi vojaški rok počasi izteka, imel sem še 2 meseca do konca, to je bilo za novo leto, je prišel ta dve in potem sem se odločil, da začnejo pa sami z izkopavanjem. Zdaj, če razložim, kakšne zgodbe so bile, kakšno povezavo sem imel tedensko z tovornjakom, ki je vozil iz Novega mesta v Trogir in se je ustavljal pri meni in mi prinašal stvari ali podnašal, kar je bilo treba. Torej, to sem zato povedal, ker sem naročil doma, da so mi pripravili orodje, opremo, risarski pribor, fotoaparat, skratka, cel kup stvari, ki so potrebne pri izkopavanju. So mi to dostavili, pripeljali in mi smo nekje za novoletne praznike, ko je kasarna se sprazni pomeni, da oficiri so pač doma, da ne želijo biti tam,
smo pač rezervisti, ki smo bili pač stažisti, torej, ki smo bili v šoli vojaški, smo prevzeli komando v kasarni in tako sem jaz začel z izkopavanjem. Zbral sem 15 vojakov, ki so z veseljem prišli pomagati. Eden od njih je bil celo tehnični risar, torej po poklicu in zato je lahko tudi risal nam tam, malo sem ga naučil, mu pokazal in risal. Skratka, mi smo tam opravili čisto resno izkopavanje tega kamenodobnega naselja z zelo dobrimi rezultati, z dobro dokumentacijo, z gradivom. Torej, to smo naredili v približnih 3-4 tednih, smo zaključili zadevo, potem seveda je bilo pa treba nekaj s tem gradivom narediti. Tega gradiva je bilo veliko škatel. V vojski pa ni zdaj to, da imaš ti privatno skladišče v kasarni. Ne? Predvsem je bila pa seveda nevarna zadeva, sem rekel, tisto, da ko grem, se to uniči. In potem seveda ni bilo druge možnosti, kot da zopet tovornjak, ki se je vračal v Novo mesto, sem ga naročil, da se je ustavil pri kasarni, zbral sem moj vod vojakov, 30 vojakov in so lepo v vrsti s škatlami v rokah prišli do vratarnice, kjer je seveda bil dežurni oficir, malo si je moral popraviti oči, ker smo ven stopili, ko je zagledal 30 vojakov s škatlami, pa nalagajo na tovornjak. No, ampak celo zadevo smo potem spravili v Novo mesto, kjer je čakalo, potem je prišlo, sicer malo kasneje, jaz sem se poskušal pogovarjati z kolegi na Hrvaškem, da bi to gradivo vrnil, ker to sodi tja. Sem se najprej pogovarjal v Zadru, pa nekam ni bilo velikega zanimanja, potem sem poskušal v Zagrebu na fakulteti za profesorco, ki predava torej to obdobje, pa sta prišla ena 2 študenta že pogledati so stvar, pa, da bi delali diplomsko nalogo iz tega, pa ste rekli, da je to preveč, da ne bi. Skratka, to se je zavleklo, potem je prišlo do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške, pa smo mejo postavili in potem je bilo pa nemogoče, da bi stvari čez mejo spravili. Ja, ker je pač meja in to so pač zdaj kulturna dediščina in to ne gre čez mejo. In seveda smo zdaj, kaj zdaj? In potem smo zopet variante in potem smo že našli možnost, ker smo imeli enega našega kolega Novomeščana na ministrstvu, torej za notranje zadeve, gospoda Rističa, smo se nekako zmenili, da bi z diplomatsko pošto to poslali v Zagreb. Pa tudi tam ni bilo prav zanimanja in tako je zadevo. Kje je zdaj to? To zadevo smo pred kakšnim 5 leti, ko so pa meje odprli, sem se pa zmenil z kolegi v Zadru, sem rekel, zdaj pa dosti heca, to je vaše gradivo in mi je čisto vseeno, pripeljem vam gradivo, dokumentacijo, fotografije, vse, kar imamo in so rekli, krasno, odlično, pripeljte, kajti oni so seveda vedeli, da sem to poročilo pripravil, so vedeli za to naselje, za to, ki je tam pri Benkovcu, ampak v času njihove vojne, se pravi domovinske vojne, so točno na tem mestu jugovojska, se pravi vojska, delala zaklonišča za tanke. In so dejansko celotno ozemlje, celotno območje tega naselja uničili, razorali, torej ga ni več. In vse, kar imamo v tem naselju, je to, kar smo mi naredili z dokumentacijo in gradivom in to gradivo je zdaj v Zadru. Zgodba. Se upravičujem, bila je dolga, ampak je... Prvo službo pa, tako kot so predvidevali starši, da ti bo zgodovina prav prišla, si začel kot zgodovina. In si jo končal zaradi konflikta z ideologijo, bi lahko rekli tako. Skoraj da, ja. Torej, v bistvu zaposlil si se na Zavodu za varstvo kulturne in naravne dediščine takrat in si med drugim dobil v roke tudi pripravo Baze 20 kot razstavišča. Baza 20 in... Ampak ti si imel zdaj pa nek svojo vizijo, tisti, ki so pa hoteli imeti tam muzej ali karkoli tazga, so imeli pa čist drugo vizijo. Kako je bilo to? Torej, ko sem prišel v službo na Zavod za varstvo, torej te naravne kulturne dediščine, smo me zaposlili kot zgodovinarja, odgovornega za zgodovinske spomenike, za spomenike druge svetovne vojne in za tehniške spomenike. No in seveda med spomeniki druge svetovne vojne sodi seveda tudi Kočevski Rog z bolnicami za Bazo 20, ki so dejansko naši vrhunski spomeniki torej tega obdobja. In takrat smo se seveda pogovarjali, da je bilo vse te objekte, ki so seveda narejeni iz lesa v gozdu in so seveda zelo ogroženi, po naravni poti ogroženi,
smo seveda želeli čim bolj pristno, temu bi rekli, čim bolj avtentično zaščititi in prezentirati. To smo kar lepe projekte delali za to, no, to je bil pa še čas, se pravi, ko sem jaz prišel na zavod, smo bili še v Jugoslaviji, ne še v Sloveniji. Čas, ko je o večini stvari odločal torej SZDL, se pravi, to je naslednica Osvobodilne fronte, se pravi Socialistična zveza, tudi delovnega ljudstva, ja. Skratka, bilo je zaščita Kočevskega roga in so želeli, da je to politična zadeva. Torej, bilo je pomembno ideološko zadevo reševati ali pa kakorkoli delati, ne pa dejansko nekaj resno narediti. In na enem od sestankov, ko so bili zbrani vsi pomembni politični voditelji občin, na katere je imel ali pa ki so posegali Kočevski rog, in seveda tudi iz republike, pa tudi iz Republiškega odbora Zveze borcev, lokalni odbori Zveze borcev. Skratka, to je bil kar močna organizacija. Eden od teh udeležencev je še vedno, torej star partizan, hodil z pištolo za pasom v tistih trenutkih. In moram priznati, poskušal sem razložiti tam vsem, da je to treba profesionalno se lotiti zadeve, ne ljubiteljsko, strokovno. Kdo bo to pač malo imel volje ali pa ne volje. In seveda so me takoj, da to pa ne gre, da to je treba politično urediti. Potem sem bil pa mal, bi rekel, skoraj nesramen, ko sem razložil, da žal leta grejo za vse, za spomenike kot za ljudi, in da je bolj fajn to prepustiti profesionalcem, ki bodo to strokovno najboljše naredili, kot da to ostane v torej, ljubiteljskem obsegu. Moram priznati, da to ni jim bilo všeč in seveda potem je naslednji dan je potem moj šef na zavodu, ki je bil klican na zagovor na najvišje občinske in politične forume in potem rezultat je bil, da je potem, ko se iz tega vrnil, je seveda spucal mene kot staro fajfo. Predvsem pa mi je zagrozil, da nima več pravice se oglašati na takih sestankih. In potem se je rekel, krasno, pol pa težko, da bomo nadaljevali, pol bi pa jaz začel delati kar arheologijo tukaj. In tako sem potem počasi prišel na arheologijo. Ja, ampak v bistvu je bila pa baza 20, kljub temu na koncu je tvoje obveljalo in je bilo strokovno obdelano. Res je, strokovno smo zelo dobro to naredili. In je pa to obveljalo. Je obveljalo, tako je. In zanimivo, da je tudi nekaj tistih politikov, da tako rečem, ki so najprej gledali tako na stvar, so potem se spremenili, ker so spoznali, da je to dejansko edini način, da se stvari urejajo profesionalno, ne pa kadar ima kdo čas ali pa ljubiteljsko. Ostanimo še pri bazi 20. Ja. O njej danes slovenska javnost splošno malo ali pa nič ne ve. Ampak gre za en velik fenomen, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v evropskem ali pa svetovnem merilu. Kaj tazga v času druge svetovne vojne ni bilo nikjer? Ali je bilo kjer? Ne, nekaj takega dejansko ni bilo nikjer. To pomeni, nikjer ne pomeni, razen v Sloveniji, tega pravzaprav ni bilo nikjer na svetu. Kaj pravzaprav je baza 20, če gledamo s pogleda od zunaj, recimo nekoga, ki raziskuje zgodovino druge svetovne vojne, kako vidi bazo 20 in kaj je tista njena posebnost, dragocenost? Če bi o bazi 20 bi rekel, da je to vrh nečesa. Zdaj pa, če rečemo česa, moramo pa reči, recimo, eno od zanimivih zadev so bolnišnice, ki jih imamo v Kočevskem rogu, pa tudi druge v Sloveniji. Vrnil sem na bazo 20, bom prišel do baze 20. Skratka, torej v Evropi smo imeli kar nekaj partizanskih gibanj. Francija, Poljska na koncev, tudi v ostali Jugoslaviji, ampak v vseh teh primerih je bila stvar zelo neurejena in so ranjence ali predajali civilnim ljudem, da so skrbeli zanje, ali pa so jih prenašali sabo. Slovenci smo bili edini tisti, ki smo zgradili bolnice na skrivnih mestih in smo poskrbeli za svoje bolne in ranjene. Torej, to je bilo v Sloveniji fenomen. In noseče.
Ja, seveda, in noseče, ja, resnično. Torej, skratka, to je bil dobesedno fenomen, svetovni fenomen. Druga zadeva, ki pa bila, je pa ta baza 20, ki je pravzaprav še vedno, moram priznati, me malo spreletava srh, ko to pomislim, da je Evropa, ki je zasedena, ki je okupirana delno s Italijani, delno z Nemci, ko je pravzaprav se borijo ljudje za preživetje, en narod, kot so recimo Slovenci, pa v tem trenutku organizira svojo oblast s tem, da postavi eno vasico, neko naselje na skritem mestu, kjer spravi politično vodstvo, torej vse tiste, ki so vodili osvobodilno fronto. Se pravi, ne vojaško, politično. Ne, politično vodstvo, torej osvobodilno fronto, kjer postavi, ki so jo sestavljali različne stranke v tistem trenutku, tudi krščanski socialisti, ki so bili popolnoma drugače usmerjeni recimo, kot recimo komunisti, ki so vodili celo zadevo v tem trenutku. Torej, gre za vojaško vodstvo, zdaj smo rekli politično vodstvo vseh strank so bile tam, je bilo tam, vojaško vodstvo, sprav generalštab, torej vodstvo tistega, kar je za državo pomembno. Potem je bila to, kar je pa za mene pa ne dojemljivo, propagandni odsek. Finančno ministrstvo smo postavili s svojim denarjem. Postavili smo znanstveni inštitut, kar pomeni, da smo zbrali znanstvenike in strokovnjake iz različnih področij na enem mestu. Skratka, to je bilo... Kulturno ministrstvo. Res je, kulturno ministrstvo. Skratka, to je bilo nekaj, kar nihče na svetu ni uspel narediti. Slovenci, ki prej nismo imeli države, smo si v tem trenutku postavili državo. Ja, mi smo postavili državo. Tako da to je bilo nekaj, kar je nepojmljivo in tega pravzaprav tudi ne razumem, da še vedno se na to ne sklicujemo. Razumem, politične opcije so leve, desne, in tako naprej, rdeče, črne, zelene, ne vem kakšne, ampak to je dejstvo, da nek narod naredi svojo državo v najhujših trenutkih, ko vsi drugi se pravzaprav borijo samo za preživetje, eni grejo pa nekaj ustvariti, državo ustvariti. In mišljeno je bilo, da bomo mi samostojni. Ja, to je zdaj na nek način. Bomo imeli svojo vojsko tudi po koncu vojne. Res je, tudi za svojim poveljevanjem, za svojo vojsko. Ja, vse to je bilo. V bistvu lastno državo. Mogoče v okviru Jugoslavije, ampak svoje. Ja. Kar se ni potem zgodilo. Ni se zgodilo, ampak v redu. Mislim, da smo Slovenci si postavili, torej to je tisto, da si to zdaj izmišljujemo državo, recimo, ja, bi še bilo, ampak to je bila vojna v najhujših razmerah, ki so možne, ko gre dejansko za preživetje, ali te bojo dobili in ubili dobesedno, da zgubi življenje, ali pa nekaj, in tukaj so naši pač, moram biti, da sem ponosen na take prednike Slovencev, kot smo jih imeli. Zdaj pa pojmo nazaj na arheologijo. Novo mesto je pomembno arheološko območje. Ne samo lokalno, tudi ali pa nacionalno, ampak tudi v evropskem ali pa svetovnem merilu. Kako pomembno? Zelo pomembno. Tako rekoč na vseh svetovnih arheoloških zemljevidih, na vseh kartah se pojavi Novo mesto kot eno od pomembnejših točk v evropskem prostoru. Zaradi česa? Torej, zaradi njih parih Frnikul, pa tistih parih Hajmarjev, pa Črepin. Ja, tudi zaradi tega. Skratka, Novo mesto se pravzaprav v arheoloških literaturi ali pa na arheološkem področju začne pojavljati konec 19. stoletja. Se pravi, ne konec 20. ampak konec 19. stoletja. Že tiste prve zadeve, ki so pojavljale, so bile zelo zanimive in so pravzaprav vzbujale kar pozornost arheološke javnosti, dajmo tako reči. Z izkopavanji ob koncu, ključna zadeva pravzaprav se je pojavila, pa zanimivo v času, ko se je začela druga svetovna vojna. Se pravi, leta 1941, ko so začeli graditi, oziroma že malo prej, ko so začeli graditi štadion v Kandiji, se pravi tam gor, kjer so danes bloki, ne ta štadion, ki ga imamo zdaj. Štadion so naleteli na arheološke najdbe in to nekaj, kar pravzaprav skoraj nismo poznali v Sloveniji. Bil je najden bronasto klep, prav klep, ki jih imamo v Sloveniji 2, pa v Avstriji 3, pa v Grčiji, skratka 9 oklepov imamo vse skupaj iz tega obdobja, ki jih poznamo danes na svetu.
Torej je bil najden oklep, je bil najden en bronast trinožnik, kar je bilo torej uvoženo nekje iz Etrurije. In to so stvari, ki so že takrat povzročile v arheoloških vodah kar malo pretresa. Žal je bil to začetek druge svetovne vojne, tudi s tem oklepom se je zelo slabo končala cela zadeva. Ta je bil najden že prej, da se je vojna začela, ne? Pa je torej profesor Jarc, ki je bil tudi eden od direktorjev muzeja Dolenjskega, ob ustanovitvi bil seveda profesor zgodovine in se je za to zanimal in je zato takrat, ko se je to pojavilo, ta oklep ga je on uspel rešiti in spraviti. V Novem mestu se je začelo v teh zadnjih koncu 30 let tega 20. stoletja govoriti oziroma pripravljati muzej, torej da bi najprej bilo to muzejsko društvo, iz katerega naj bi potem nastal muzej. To društvo je imelo svoje prostore v osnovni šoli, center. Torej, edini novomeški takrat? Šmihev ni bilo Novo mesto? Ne, res je. V tej šoli so imeli svoj prostor in so imeli tudi te stvari potem spravljene v tem prostoru. Ko je bilo potem Novo mesto bombardirano 6. aprila, je potem šola bila zgorela, je bil zagorela, tako je. In nekaj novomeških dijakov je uspelo rešiti kar nekaj stvari iz tega prostora, torej arheoloških predmetov. Eden od teh predmetov je bil tudi oklep in potem niso vedeli, kaj s tem, in potem je gospod Janko Jarc ta oklep spravil k sebi na omaro v sobi. Tako mi je razlagal. Rekel, veš, jaz sem to spravil gor na omaro, pa sem čakal, da bomo pač nekako rešvali s to zadevo. Je rekel, potem je pa Novo mesto naj bi obiskal torej general Gracioli, torej ta guverner Ljubljanske pokrajine, in potem je rekel, potem pa v navednicah, kot je gospod Jarc rekel, in potem so pametni novomeščani začeli razmišljati, da nekdo, ki pride v Novo mesto kot gost, mu moramo dati pa darilo. In potem se začelo govoriti, kaj če bi mu dali za darilo tisti rimski oklep. In rekel, in seveda, ker vem, kakšni so novomeščani, sem se ustrašil. Rekel, potem sem pa tisto oklep zavil v enem časopisne papirje, pa zavil z špago, in sem šel na vlak v Ljubljano, v Narodni muzej, kjer je služboval takrat Rajko Ložar, ki je bil prijatelj od gospoda Jarca, in sem rekel, Rajko, prosim, spravi ta oklep v hvam tam, kjer imate vi najpomembnejše stvari spravljene, da vojna mine, pol ga bomo pa mi že prišli iskati. No, in oklep je dejansko tako pristal v Ljubljani v Narodnem muzeju. Ko se je vojna končala, je gospod Rajko Ložar zapustil Slovenijo in novi arheologi, ki so se zaposlili v Narodnem muzeju, so oklep mirno upisali v svojo inventarno knjigo kot svoj oklep, torej kot oklep Narodnega muzeja Ljubljana, in ta oklep originalni je še vedno v Ljubljani v Narodnem muzeju. Zgodba. Novo mesto je pa razglašeno za mesto situl, ne oklepov. V bistvu sta danes živa samo še dva, ki sta v Sloveniji, ki sta našla situlo. To sta ti in pa tvoja sodelavka Petra Stipančič. Tako je, res je. In Novo mesto je znano po situlah. Res je. Torej, to, kar je bilo prej prvo vprašanje, nisem še pol, ker sem šel v zgodbo, nisem odgovoril, zakaj je Novo mesto tako svetovno znano. Tudi situle so ena od teh zadev, ki so izredno pomembne in ki pravzaprav Novo mesto postavljajo na tisto najvišje mesto, ki ga lahko imamo v tem obdobju. Predvsem zato, ker so nekatere od njih okrašene. Velja tudi za neko umetnost. Tako je. Situle so dejansko, to so neke vedrice, torej v obliki vedra. Zakaj se uporabljajo te čebre? Torej, domnevamo, ali pa potem, ker imamo na eni od situl v Sloveniji, torej na vaški situl prikazano, gre za posodo, ki je služila na različnih prireditvah, torej dogodkih, banketih, simpozijih, kot posoda, s katere se je stregla pijača. Domnevamo, da gre za opojno pijačo. Zdaj, ali je to vino ali kakorkoli. Vino seveda poznamo, pri nas sicer nimamo vinske trte, ampak poznamo pa tudi v pisanih virih in
po predmetih, da je bilo vino, da je vinska trta rasla ob Jadranu, ob Mediteranu, skratka v Sredozemskem morju, in da so grški, etruščanski trgovci to vino prinašali torej tudi v notranjost za boljše trgovanje z lokalnimi veljaki, ki so tukaj imeli v rokah svojo oblast. So jih z vinom prepričali v drugačne cene? Jaz nekako si predstavljam, recimo to poznamo najbolj iz westernov, ognjena voda, kako se je pač z Indijanci lažje dalo trgovati, če ste imeli še kakšno steklenico viskija s seboj. Tako verjetno je tudi tukaj stvar delovala. Če se vrnem nazaj na situle, torej situle so te bronaste, iz tankega bronaste pločevine izdelane posode. Zdaj situle sama kot taka je sicer krasna, ker je kovinska posoda, ampak pomemben je upodobitev, ki je na teh situlah. Namreč te situle so okrašene, iz notranjih strani, torej so bile tolčene z dleti, z šili, z različnim orodjem, je bilo pač najprej bilo notranj narisen prizor, potem pa je bil iztolčen, tako da je pravzaprav ta pripoved plastično oblikovana na tem bronastem pločevini, na tem predmetu. No, in to so pravzaprav iz tega obdobja edini res umetniški izdelki, ki so se ohranili. Lahko so bili tudi kakšni leseni, lahko je bilo tudi česa drugega, ampak žal mi poznamo izključno na Dolenjskem situle, ukrašene v tem situlskem stilu. No, ampak te steklene jagode so tudi umetniške, niso? Ja, so, ampak kljub temu to bolj štejemo za obrtni izdelek. Medtem ko na situlah se pa pojavljajo liki živali, človeški liki, ki so seveda v nekem prizori lova, ribolova, tako je, banketov, športnih dogodkov, skratka, cel kup zadev, ki so za naš prostor zelo pomembni. Situle ne samo, da so umetniški izdelki za arheologe, torej pomembni. Pomembno je tudi to, da se na situlah pojavljajo ljudje, se pravi takratni prebivalci, oblečeni v tedanjo nošo, oboroženi s tedanjim orožjem, z tedanjo opremo, konji se pojavijo z konjsko opremo, ki je enaka pri nas, ki jo najdemo pri nas torej v zemlji, kot je prikazana na situlah. Skratka, gre očitno za prikaz te situacije, ki jo poznamo tukaj na Dolenjskem. Namreč za nas je to zelo pomembno, ali so situle nastale tukaj, ali pa so bile kupljene in prenešene od drugod. Kaže, da imamo v Novem mestu delavnico, ki je izdelovala te situle. In v bistvu to, kar se da razbrati iz situl, takratno življenje, takratne noše, uporabljate vsako leto na prazniku situl. Dolenjski muzej organizira to čudovito. Res je, ta prireditev, mi poskušamo na tej prireditvi čim bolj avtentično prikazati to, kar vemo o življenju v tej starejši železni dobi, v dobi, ki traja nekje med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem, v dobi, ki jo imenujemo tudi Hallstatsko obdobje, po kraju Hallstatt v Avstriji, kjer so bili pravzaprav samo moram priznati, cel kup mojih kolegov prav, zakaj se to ne imenuje novomeško obdobje, če imamo v Novem mestu toliko takih dobrih stvari. No, ampak Hallstatt je bil odkrit pred Novim mestom, torej sredi 19. stoletja. Ja, pa še ena stvar, tedanja tehnologija, gre v bistvu za pločevino, ja, torej, in iz pločevine narediti posodo, ki bo držala tekočino. Zdaj, kakšno je, najbrž ni to voda bila, ampak bi tudi vodo držala, ja. Recimo, da je bilo vino. To ni bilo enostavno, to je kar tehnično zahteven postopek. Res je. Me veseli, da si tudi na ta tehnični plat obrnil celo zadevo. Namreč ta situla je nastajala tako, da so najprej iz ravne ploskve, torej bronaste pločevine, izdelali tako imenovani plašč, torej celotno obod te situle, ki so ga seveda obdelali z tem likovnim vzorcem, ali torej s likovno obdelavo naredili, dokler je bil še ravn. Potem so ga pa zvili, zakovičili z zakovicami obe strani skupaj in seveda
dno naredili posebej, ki so ga pritrdili zopet z zakovicami iz spodnje strani. In zdaj verjetno so za to, da so zatesnili, uporabljali kakšen smolo vosek ali kaj takega. Torej, žal se te organske snovi ne ohranijo pri nas, naša zemlja Dolenjska. Niso zalotali. Ne, niso zalotali, ampak so pa zelo dobro naredili celo zadevo. Dodali so potem še ročaj gibljiv, tako da se kot kangelco, da ste lahko celo zadevo nosili. Skratka, te situle so bile zelo tudi izdelava ni bila tako preprosta in predvsem pa je bila zelo dolgotrajna. Torej, to izdelati, to zadevo je vzelo veliko časa in zelo verjetno je že v tistem času bila taka situla izredno draga in dragocena. In Dolenjci brez železa, torej brez, bi rekel, heavy metala, ne? Torej brez železa bi težko prišli skozi. Torej železna doba, železo, na srečo imamo železove rude kar veliko na Dolenjskem, pa še večja sreča za naše prednike oziroma predhodnike, ki so tukaj živeli, je pa to, da je ta železova ruda se najde na površju, da ni treba narediti rudnika, ampak vi samo to, če orete nivo, poberete kamne, torej ta železova ruda, ki so malo težji od navadnih kamnov, pa od zemlje, ja, in so tudi rjavi, bi rekel, umazani, ampak tisti, ki zna to ločiti, najde in tega je zelo veliko na površju, še vedno po celi Dolenjski. Začelo se je zares v Kandiji, potem Beletov vrt, ja. In ta glavno najdišče je pa Kapiteljska njiva, to je bilo pa tam, kjer sta se začela sankati s knezom. Ne? Tako nekako, ja. Beletova njiva je bila tam, ko sta se končala. Tako je. Ja. Kapiteljska njiva, okoli 1200 grobov ste tam odprli. Tako je. Iz starejše železne dobe, pa enih 300 grobov iz pozne bronaste, pa še z mlajše železne dobe, kar nekaj. Skoraj 750, ja. O Kapiteljski njivi bi ti najbrž lahko govoril ne dneve, ampak mesece. Čist na kratko, kaj je Kapiteljska njiva? In kaj ste tam našli? Na kratko, lahko mečkam nadalje. Na kratko. Ne v enem stavku. No. Torej, Kapiteljska njiva, to, kar zdaj vemo, je eno največjih grobišč, ki jih imamo v Evropi. Zanimivo pa zdaj bom še nadaljeval, iz časa pozne bronaste, starejše železne, mlajše železne dobe. Torej, to je grobišče, ki je bilo v uporabi v 3 arheoloških obdobjih, skoraj 1000 let je potekalo pokopavanje na tem grobišču. To seveda kaže na neko za nas zelo pomembno kontinuiteto, to pomeni, da se ni v vsakem obdobju novo prebivalstvo pojavilo, ampak da je neko prebivalstvo, ki živi na tem prostoru v dosti dolgem času. Raziskovanje tega se je pravzaprav začelo že, to moram poudariti, konec 19. stoletja, zato sem rekel, če lahko malo bolj nadolgo, ko je pravzaprav že eden od teh najbolj znanih slovenskih starinokopov tega časa, Jernej Pečnik, tam izkopal 2 gomili. Ni bil čisto zadovoljen z rezultati, ker vprašanje tudi, kako je delal. Zdaj mi smo ugotovili, da je tudi nekaj stvari še ostalo v zemlji, tudi po teh izkopavanjih njegovih, tako da očitno ni našel vsega, zato tudi ni bil zadovoljen. Ampak kakorkoli, torej za Kapiteljsko njivo vemo že od konca 19. stoletja. Zdaj, zgodba se je seveda začela nadaljevati po letu 70, ko so pravzaprav tudi v Sloveniji pojavili novi traktori, ki zelo globoko zarežejo v njivo in z temi poljsko obdelavo, to intenzivno, dokler se je s konjem uralo, s kravami, skratka z govedi, je to bilo malo bolj plitvo, z traktorji so še bolj globoko in kar nekaj so začeli leteti na površje arheološki predmeti. Od kovinskih predmetov do lončenih posod, ki so jih zdrobili in so kosi padali ven, pa do steklenih in jantarnih jagod. Moram priznati, da je eden od prvih, ki je to pravzaprav začel o tem, oziroma ki je našel prve zadeve tam gor, je bil Rasto Božič, ki je našel prve zadevce in takoj na to je sledilo zavarovalno izkopavanje gospoda Kneza, torej mojega predhodnika v muzeju,
ki je začel z izkopavanjem. Najprej so bila to samo tista zavarovalna izkopavanja, da ko so zorali z plugom, se je šlo za plugom in se je pač pobralo in potem poiskalo nekaj, potem se je začelo pa z sistematičnim izkopavanjem. In tam na tem mestu smo najprej, seveda, zanimivo, najprej smo našli grobove iz pozne bronaste dobe, torej žgane grobove, to so velike lončene žare, napolnjene žganino, dosti plitve so bile zakopane in ko je plug šel čez njih, je seveda vrgel ven in je bil na njivi en črn flek te žganine. Zato se je začelo to izkopavati. No, potem smo pa vendar ugotovili, da niso bili samo ti grobovi, ampak da so tudi malo mlajši, torej iz starejše železne dobe, ki so pa bili vkopani v gomile. Žal pa, ker tukaj poteka torej oranje in ker je to kot poljska področje že stoletja in stoletja, so te gomile zravnane. Gomile, ki jih poznamo v tem času, so lahko nekaj metrov visoke, imajo v primeru tam od 7-8 metrov pa do 30-40 metrov, vsebujejo več grobov in tukaj gor na Kapiteljski njivi smo do zdaj izkopali 72 gomil z grobovi. Torej, to je trenutno največje grobišče izkopano, bi lahko rekli, kar v evropskem merilu. Najpomembnejše najdbe so, govorili smo o situlah, omenili smo te steklene jagode, Tako je, steklene jagode ki jih ni nikjer na svetu, tudi približno ne toliko kot tukaj, kar pomeni, da so jih tukaj delali. Tako je. En kupenga nakita, nekih sponk, nekih knofelc, zapestnic, nanožnic, orožje, čelado, ni tako dolgo nazaj, eno od 3 slovenskih čelad. Torej, takole ne, teh čelad je sicer več. Iz tistega obdobja. Iz tistega obdobja imamo pa edini 2 grški čeladi tukaj najdeni. To se pravi zopet grško-ilirske čelade, ki so bile seveda uvožene. Namreč uvoz tistega časa je lahko potekal samo torej z uvoz iz grško-etruščanskega prostora. Vi ste za Grki in Etruščani, ki so bili, recimo, dajmo reči, v boljši koži, bolj razviti, pa to ni pravilni izraz, ampak torej, kaj je danes pojem za nas, recimo, v svetu? Komu se bi hotel primerjati, če bi hotel biti pomembni? Kitajcem. V redu, ok, hvala. Torej, takrat ostanemo pri tem. Torej, takrat so želeli vsi v celi Evropi in notranjosti Evrope, celotna današnja Nemčija, Avstrija, Poljska, Češka, Francija, kaj z kdo, so želeli posnemati Grke in Etruščane, ki so bili nekoliko naprednejši in z njimi so želeli trgovati, so želeli imeti vsakašne stike in vi ste lahko z njimi trgovali samo, če ste imeli nekaj, s čimer ste lahko z njimi trgovali, drugače niste bili zanimivi za njih. In danes se v svetovnem arheološkem merilu gleda pomen najdišča po tem, koliko uvoženih izdelkov iz grško-etruščanskega prostora imate na svojem prostoru. Če jih imate veliko, ste pomembni, če niste. In če pogledamo Novo mesto, imamo edini 2 grško-ilirski čeladi, ki jih imamo v Sloveniji, sta najdeni na Kapiteljski njivi v Novem mestu. Pa so v Grčiji najdeli tudi kakšne steklene jagode? Ja, vsi ti predmeti, tudi kovinske, tudi orožje se najdejo tudi v prostoru Grčije in v prostoru Italije oziroma Etrurije. Ne, predvidevam, da so recimo to menjavo. In da so... seveda. Tukaj imamo tudi ene tipe čelad, ki so zelo značilni za slovenski prostor, ki jim rečemo negovska čelada. To je tudi ta zadnja, ki je najdena. Pa na Kapiteljski njivi imamo že odprej eno tako čelado, tako da imamo na Kapiteljski njivi 2 taki čeladi, pa v Novem mestu imamo še eno v Kandi, tako da imamo 3, skratka v Novem mestu imamo vse tipe čelad, ki v tem času obstajajo pravzaprav v Srednji Evropi. No, ampak če se vrnem nazaj na to negovsko čelado, eno od teh negovskih čelad, ki je bila narejena na slovenskem prostoru, je bila najdena tudi v Olimpiji, se pravi v Grčiji. Skratka, ta menjava, zdaj ne morem reči prav iz Novega mesta, ampak za čelado se ve kot čelado, ki je pomembna. Imamo tudi orožje, ki je istega tipa, ki ga najdemo tukaj, železno, sekire, sulice, najdemo tudi v grškem svetu. Zdaj, arheološke najdbe, novomeške, so predstavljene v Dolenjskem muzeju, na stalni razstavi, na občasnih razstavah, v obširni literaturi. Tako je. Ni pa to razstavljeno, kar je bila ideja,
v arheološkem parku, oziroma prezentirano, kaj je to arheološko najdbišče, arheološki park. Kako naj bi izgledal ta arheološki park in zakaj ga še nimamo? Lahko še en stavek pred tem. Omenil si, da so najdbe razstavljene v Dolenjskem muzeju in na razstavah. Najdbe z Novega mesta se pa nahajajo tudi danes še v Ljubljani v Narodnem muzeju, se nahajajo na Dunaju v Prirodoslovnem muzeju in nekaj kopij novomeških izdelkov, torej novomeških predmetov, tudi v Mainzu v Nemčiji. Kjer vam restaurirajo najpomembnejše najdbe. Za plačilo jim dovolite, da naredijo kopijo, ki jo potem predstavijo v svojem muzeju, ki je pa muzej svetovne civilizacije in muzej najpomembnejših svetovnih predmetov, ki jih pravzaprav obstajajo. No, ampak če ne bi oni bili za ta del, najbrž mi ne bi imeli to tako restaurirano, kot imamo. Ne? Gotovo. Torej, mi smo malo preračunavali na hitrico in nekajkrat, ne bom rekel nekaj desetkrat, ampak vsaj 10-krat več sredstev v restauriranje naših predmetov, torej iz Novega mesta, je vložila država Nemčija kot država Slovenija. Ampak to pustimo zdaj v tem trenutku. Vrnemo se k parku. Jaz sem želel povedati, da so te novomeške najdbe tudi drugje razstavljene, da je tudi pomen teh, torej, da tudi drugi, če bi imeli te najdbe, bi jih razstavili. Tisti, ki jih imajo, jih tudi razstavijo. Torej, arheološki park. Ideja parka je pravzaprav zelo zanimiva, namreč park, ki smo ga želeli, s katerim smo začeli pogovarjati, bi bil zelo zanimiv zato, ker bi bil to mestni park, torej park, ki je namenjen novomeščanom, in tudi arheološki park. Ampak če zdaj ostanemo samo pri arheološkem parku, torej Novo mesto je eno redkih mest, ki ima kar nekaj arheoloških najdišč nepozidanih v zadnjih stoletjih. Torej to imamo dejansko srečo. Drugi tega nimajo. Tudi v drugih mestih imamo arheološka najdišča, ampak žal so z sodobnimi ali pa manj sodobnimi pozidavami, z urbanističnimi zasnovami, so seveda ta arheološka najdišča nadkrita z novogradnjami, ki so lahko srednjeveška ali pa pač novoveška, vse. Torej je Novo mesto ima pa to srečo, da je dejansko tako en del prazgodovinskega gradišča, oziroma gradišče, ki je na Marofu, da je gomilno grobišče kapiteljska njiva in grobišče na mestnih njivah, da je pravzaprav nepozidano, nezasedeno in bi imeli fantastično možnost, da tukaj pokažemo v naravi, kako so stvari izgledale v naravi, da jih delno rekonstruiramo, delno pa prikažemo tudi seveda v muzeju, točno samo kapiteljsko njivo in mestne njive in Marof, kako pravzaprav, kaj poznamo in koliko predmetov imamo tam. Komu bi bil namenjen ta park? Rekel si novomeščanom, ampak mislim, da nima smisla sem zaradi novomeščanov. Ne, park je bil, zato sem omenil, da to bi bilo unikatna zadeva, ker bi bil drevored novomeški, torej, ki gre preko Marofa z arheološkimi najdišči, ki so v okolici, bil mišljen kot park, ki bi ga uporabljali novomeščani. Po drugi strani bi pa imeli seveda sprejemni center in bi imeli torej park, ki bi bil namenjen tudi obiskovalcem od drugod, ki bi prišli, ki bi dobili podatke, ki bi dobili vodiče, ki bi dobili možnosti delavnic in bi seveda lahko to našo arheologijo prezentirali tudi širše, torej tudi ljudem, ki bi prišli od drugje. Kaj pa recimo življenje iz tistega časa, ko si prej govoril o podobah situl, bi se dalo to tako kot na prazniku sicer imeti neko stalno delavnico, kjer bi si lahko ljudje ogledali, kako so ljudje nekoč živeli, ali pa celo sami poskusili živeti na ta način, fajn plačali, pa par dni živeli tako, kot so v prazgodovini ljudje živeli, se hranili tako, bili oblečeni tako. Torej, bilo je seveda ideja, ta ideja je še vedno jasno, da bi delno rekonstruirali tudi stavbe, torej, da bi postavili dejansko nekaj stavb na tem prostoru, ki bi bile kolikor toliko izgledale take, kot so bile v prazgodovini stavbe in kjer bi seveda tudi omogočali, da bi ljudje lahko prespali tam. Druga zadeva je, da je bil ta praznik situl, je bil pravzaprav, ga zdaj izvajamo na glavnem trgu, bilo je pa mišljeno, da se ta zadeva prenese, ko se uredi park, da se to dogaja v parku. Pa ne samo enkrat, ampak da se to pravzaprav dosti ciklično dogaja v tem prostoru parka, ki bi bil kot park.
Druga zadeva je, da bi v tem parku lahko pripravili delavnice. Mi smo imeli predlog, torej od kovinskih, od olivanja brona, bakra do železarstva, do lončarstva, do stekla, izdelava torej jagod in tako. Skratka, tukaj je zelo, zelo široko, torej to bi lahko govorili kar dneve o tem, kaj je bilo vse predvideno. Tudi BBC bi prišel to posnet, ne? Verjetno, če bi bilo tako, kot smo si zamislili, bi tudi to bilo. Torej, skratka, jaz sem zato omenil, da je to park za novomeščane in za obiskovalce druge, ker smo računali, da bomo imeli 2 vstopni točki. Ne 2 vhoda, ker mi vhodov ne želimo imeti, ne želimo postaviti ograje okrog, ampak vse skupaj bi bil park, ki bi bil urejen in mi smo predvideli dostop iz glavne torej ceste. Bilo je predvideno seveda tam iz krožišča, tam, kjer je tabletka, torej tam proti Ločniku, proti mostu. Torej od tam bi bil krak ceste, ki bi peljal gor proti mestnim njivam, kjer bi seveda uredili gor, torej kot sem omenil, ta sprejemni center, to se pravi, to bi bil neke vrste muzej, kulturni center, tudi kongresni center, kjer bi pravzaprav dobili, ko se bi pripeljali po tej cesti do tega centra, dobite vodiča, dobite možnosti omeniti, kaj želite počenjati, ali hoče imeti delavnico lončarsko, skratka, tam bi se pač zbrali celo zadevo in potem bi vas vodili po teh zadevah. Torej, ena od idej, zakaj ta park, je bila tudi preprosto zaradi turizma Novega mesta. Namreč v Novem mestu lahko turist po izkušnjah, ki jih imamo mi, ko dobimo kakšne goste ali prijatelje od drugje, pravzaprav v pol dneva opravimo pravzaprav vse, kar rabimo opraviti in kar imamo možnosti videti v Novem mestu. S tem parkom bi dobili vsaj še za pol dneva posla, kar pomeni, da bi nekoga, ki je prišel kot obiskovalec v Novem mestu, zadržali cel dan, da bi tukaj lahko prespal in naslednji dan lahko gre po Dolenjski naprej. Ta park je bil mišljen tudi kot neke vrste osrednji nukleus za manjše arheološke parke ali arheološke poti, ki bi bile narejene po Dolenjski. Dogovarjali se, torej, recimo v Dolenjskih Toplicah imamo eno arheološko pot, ki vodi gor, v Šmarjeti, torej na Vinji vrh vodi arheološka pot, tam pri Beli cerkvi, potem pri Trebelnem je tudi ena arheološka pot urejena in tukaj smo pravzaprav bi želeli, da bi se te stvari urejali tudi po drugih krajevnih skupnostih, kjer imamo arheološka najdišča in to bi bilo in to v tem parku novomeškem bi dobili vse podatke in od tukaj bi pravzaprav se šlo potovalo pa tudi naprej. Tako, to je bilo zelo široko zasnovano. Dogovarjali smo se tudi z kolegi iz Hrvaške, torej na Žumberku je tudi, torej temu rečejo pot, kneževska pot ali nekaj takega, Staza Kneževa, torej na Bodinjaku in tudi z njimi smo se dejansko pogovarjali, da bomo sodelovali. Zdaj pa smo malo s tem parkom umirili se in zdaj seveda je stvar v neki fazi mirovanja. Čakate, da bo nekdo potegnil. Pa mislim, da to ni delo arheologa, da je človek. Ja. Zdaj nekoliko smo si prišli, bi rekel, na vzkriž z našimi kolegi na občinski upravi. Namreč arheologi bi želeli stvar čim bolj avtentično. Tukaj ne bi želeli imeti Disneylanda, torej v tistem slabem pomenu besede, ampak bi želeli, da bi bila zadeva čim bolj avtentična, čim bližja arheologiji. To je sicer ne more biti zato tukaj cirkus, ampak je lahko pa se veliko naučimo in spoznamo veliko stvari o življenju v preteklosti, ne samo na področju Novega mesta, ampak cele Dolenjske in širše pravzaprav. Eno vprašanje, tako mogoče malo občutljivo za nesojenega novomeškega arheologa Jožeta Mikca, nekdanjega reprofotografa Dolenjskega lista, so prijatelji rekli, da študira grobarstvo. Študirajo arheologijo. Koliko je resnice v tej zafrkanciji in etično, koliko sporno je brskanje po teh grobovih? A ni to na nek način skrunitev grobov? Ja, lepo vprašanje. Upam, da bo tudi odgovor temu primeren.
Skratka, grobovi so, torej arheologi za svoje proučevanje porabljamo, torej žal nimamo pisanih virov, moramo imeti materialne vire, torej predmete. Gre za neke vrste, tako kot policijska preiskava, arheološko izkopavanje je približno podobna zadeva. Forenzika, na podlagi predmetov, ugotoviti dogodke, torej mi ne samo enkratni dogodek, ampak poskušamo ugotoviti življenje, torej način življenja v tistem prostoru. Seveda zato uporabljamo vse možne vire podatkov. Kot sem omenil, pisanih virov imamo najmanj, tako rekoč skoraj nimamo jih. Vsaj za prazgodovino. Tudi v prazgodovini imamo v času Grkov imamo pisavo in tudi Grki omenjajo naše kraje, ampak smo bili vendar toliko daleč od njihovih centrov, da se omenja. Sploh peš, recimo. Gotovo. Skratka, pisanih virov zato nimamo, zato si moramo pomagati vsem drugim. Viri za arheološko, torej za naše arheološko delovanje so raziskave naselij, se pravi prostora, kjer so ljudje živeli, mesta, torej živih. Druga zadeva je, da so ljudje pogosto verovali v posmrtno življenje, imeli odnose z različnimi božanstvi, take ali drugačne, in poklanjali darove. Torej, darove pomeni, da so nekaj predmetov jim podarili so jim pa tako, da so jih nekje na skrivnem zakopali in s tem podarili. Jasno, če temu mi rečemo zakladna, zakopna najdba, depojska najdba, tudi izraz se uporablja za to. Se pravi, gre za predmete, ki jih je nekdo nekje skril, zdaj tako skril, da jih ne bi nihče najdel. No, arheologi včasih po srečnem naključju najdemo. Torej so to depoji, omenil sem torej naselja, depoji, in tretji vir naših podatkov so grobovi. Zdaj pa tako. Že v antičnem času, v srednjem veku, torej vedno je vprašanje, kaj se zdaj sme delati z mrtvimi, ali gre za skrunitev ali ne. V vsakem primeru je odgovor zelo energičen in zelo, bi lahko rekel, tudi iz enega zornega kota preprost. In to je, če se te zadeve uporablja v znanstvene namene, v strokovnem namene, je to možno in dovoljeno. Torej, če vi tudi secirate trupla, da to delate za zabavo, je to dobesedno skrunitev. Če pa s tem dobite nove podatke, ki pomagajo pri preživetju nekoga drugega, ker ugotovite, kaj se je zgodilo pri seciranju, je pač seveda to dovoljeno in tolerirano. Se pravi, je to možno. In tudi arheologi dejansko, kot ste rekli, je to neke vrste skrunitev, pa ni skrunitev. Mi potem obrnemo celo drugače. Nekoga, ki je zakopan toliko in toliko 100,000 let, ga odkopljamo in ga ponovno postavimo v življenje. No. Zdaj moram priznati, mi kaj veliko težav z ostanki, torej pokojnikov, z direktnimi ostanki nimamo. Namreč dolenjska zemlja je izredno agresivna, izredno kisla in pravzaprav se v naših grobovih ohrani zelo, zelo malo kosti, ali torej tudi delo obleke, delo nekih lesenih predmetov. Skratka, tega nimamo in zato s tem nimamo toliko težav. Ampak velja pa seveda tudi v arheologiji pietetni odnos do torej ostankov pokojnikov, če ne želuzga. Torej, to ne pomeni, da zdaj, ko vi dobite neke kosti, zdaj boste pa vrgli stran ali pa kakorkoli, ampak se to pač lahko uporablja ali v znanstvene namene, po drugi strani pa, kjer imamo iz novejših obdobij, pa tudi pridemo do kosti, recimo v srednjeveških, novoveških grobiščih, pa te kosti poskušamo, to smo ugotovili, da je to najbolj pietetno, ponovno pokopati, s tem, da ob teh postavimo neko tablico, ki je neuničljiva ali pa ki je pravzaprav zelo dolg časa, in napišemo osnovne podatke, odkot so zadeve in zakaj so tam. Vprašanje, ki muči marsikaterega Novomeščana, je, kdo so bili ti ljudje, ki so tukaj živeli pred 2, 3, 4 tisoč leti. Je možno, da imamo mi tudi nekaj njihovih genov? V bistvu, prej si rekel, da naselitev je tukaj kontinuirana. Ni se prekinilo, ves čas so tukaj živeli neki ljudje in najbrž tudi niso eni zapustili, pa drugi prišli. Imamo nekaj genov mogoče?
od teh ljudi? Kdo so pa po narodnosti, kdo bi to bili? Včasih ste rekli, da so Kelti tukaj, ne? Zdaj zadeva začnemo takole. Danes se opredeljujemo po osebni izkaznici. Ti imaš osebno izkaznico in piše narodnost, ne? Se opredeliš in poveš. Torej, mi zdaj od teh ljudi pri nobenemu nismo še našli osebne izkaznice. Tako da tukaj imamo prva težava že s tem. No, zdaj pa takole. Kot sem omenil, pisane vere sem že malo prej omenil, se jasno v teh pisanih verih pisave se začenjajo v Egiptu, Mezopotamiji, klinopisi, skratka hieroglifi, pridemo do grške linearne B, do grških pisav, Etruščani so imeli že pisavo, Rimljani imajo, skratka, ves čas imamo neke pisave in tudi naši prostori se v teh grških piscih prvega tisočletja, etruščanskih piscih se že omenjajo kraji in se že omenjajo tudi ljudje, ki so živeli na tem prostoru. Zdaj, koliko natančno so seveda to opredelili. Če ti gledaš, bom tako rekel zdaj, naprimer iz Splita, kako lahko rečeš, kdo je Dolenc, kje je Dolenc, živi Dolenc, kje živi Gorenc, kje živi recimo Štajerc za Slovenijo. Ne? Se pravi, gre za generalno, tam nekje so pa tisti. Skratka, torej s tem si prav veliko na našem področju do časa prihoda Keltov, se pravi do tam nekega 4., 3. stoletja pred našim štetjem, si s tem ne moremo kaj veliko pomagati. Pomagati si poskušamo z predmeti. Zdaj ljudje, recimo istega ljudstva, istega prostora, iste širše družine, ponovadi živijo na približno enak način, uporabljajo približno enake predmete, imajo približne enake, ampak to je približno govorim, enake načine pokopavanja, recimo, če že o grobovih govorimo. No in seveda imamo danes neko politično ureditev, ki je zelo bistvena. Zakaj bom pa razložil? Ko sem še jaz študiral arheologijo, so nas učili, da v tej prazgodovini, v tej železni dobi, da so tukaj živeli Iliri. Zdaj Iliri, moram priznati, so živeli, za njih imamo v pisanih verih, imamo napisano, kje so bili. Na področju Bosne, na področju enega dela Dalmacije. Skratka, tam je bil Iliri, torej Ilirsko kraljestvo z ilirskimi plemeni, ki so živeli tam. Zdaj mi pač smo primerjali predmete, ki jih uporabljamo, lončenino, način pokopavanja v gomilah ali ne v gomilah, skeletni grobovi, žgani grobovi, naselje, gradišče. Skratka, smo te zadevo primerjali z njimi in smo rekli, ene stvari so pa vendar zelo podobne in potem so rekli, da to je dosten dokaz, da so tukaj Iliri, pa še nekaj je. To se je dogajalo v času stare Jugoslavije, nove Jugoslavije in zdaj mi so bili povezani. Ena Bosna, ena Dalmacija, ena Slovenija, ena Hrvaška, mi smo takrat bili v isti državi. Zanimivo je, da je pa tam v začetku 90. let se je pa kar naenkrat začelo postavljati vprašanje, a smo mi res Iliri? Ne, mi pravzaprav nismo Iliri, mi smo bližji nekim panonskim ljudstvom in z unimi Iliri, mi zdaj tudi z Jugoslavijo nočemo imeti nič skupnega, pa tudi z unimi Iliri, ki so tam dol, tudi ne bi želeli imeti nič skupnega. In zato smo se mi odločili, da mi tukaj nimamo Ilirov, ampak imamo nekaj, kar ne vemo kaj, ampak najbližje je pač nekim panonskim ljudstvom. Tako da to je zdaj uradna zgodba, je pa še enkrat, tukaj je politika zelo zraven, ne. Dokaj smo bili skupna država Jugoslavije, ni bil noben problem, če smo imeli tudi Ilire tukaj, ne? Ker smo itak tam dol, pa zdaj smo v isti državi, takrat smo bili skupaj odlično. No, zdaj, moje osebno mnenje je, zdaj, da se pač poskušam malo, da je volk sit in koza cela, pa rečem, ok, imamo pa na Dolenjskem neka Ilirom sorodna ljudstva. Je pa res, da je način življenja, torej, da cel kup predmetov je podobnih, način komuniciranja, v bistvu pokopavanja je podoben način pri nas, kot je recimo v Bosni, kjer vemo, da so pač Iliri. Nisem čisto zadovoljen s tem odgovorom. Tudi arheologi nismo zadovoljni z našim vedenjem, kot sem rekel. In še to, možnost genov. No, bom tudi še do tega prišel. Je pa še ena zadeva, ne? Arheologi seveda ne najdemo človeka, ampak najdemo predmet.
Kar pomeni, če zdaj recimo ti voziš, ne vem, avto Mercedes, ki je nemški avto, pomeni, da bi rekel, pa si ti Nemec, ker imaš nemški avto. Tako nekako arheologi poskušamo pač stvari po predmetu, kam, če je sigurno od nekoga, da rečemo, to je pa to. Ne? Oziroma, če bodo čez 1000 let v Novem mestu izkopavali, pa bodo polosevino od Katrce najdeli, pa bodo rekli, da so Francozi živeli. Ja. No, tako da tukaj je težava ta arheološka, zato smo bolj previdni. Zdaj pa, kar se tiče genetike. Zdaj se delajo kar neke krasne raziskave, moram reči, Gorjancev in tega področja, torej v zgodnem srednjem veku. Nam je zdaj vprašanje, ki se pri nas pojavlja zelo, je ta prehod pa moram se še na eno stvar vrniti, ta prehod iz rimskega obdobja, torej poznega Rima, z vsem preseljevanji, Goti, Gepidi, Avari in z Slovani. Kaj je zdaj s temi prebivalci, ki so tukaj živeli, ko so prišli vsi ti, ali so jih pospravili, ali so se pomešali, kakorkoli, in zdaj delajo kar nekaj teh raziskav. Moške so pobili, ženske so pač z njimi. Otroke so pustili. Zdaj z stroncijem si pač pomagata, to je zadeva tudi, kako se v kosti nalagajo določene zadeve in ali se to dolgo časa nalaga, to pomeni, ali si ti mladost preživel in se ti je to v zobeh, recimo, ampak to ne bomo zdaj preveč v podrobnosti šli. Skratka, to se zdaj dela in upam, da bo znanost napreduje in upam, da bomo vedeli vedno več. In ne samo upam, ampak to dejansko zvemo vedno več. Vprašanje, ki si mi ga prej zastavil, čisto na začetku sem že malo pozabil, ampak to, ali smo zdaj isti ljudje tukaj ali nismo isti ljudje, kdo so bili in kdo smo mi. Torej, arheologi vedno bolj ugotavljamo, da življenje poteka več ali manj na istih točkah. To se pravi, da so poselitve tam, kjer ljudje vejo, da je ugodno zaposeliti, se pač tam naselijo in tam ostajajo. Zdaj, mi seveda ravno s kapiteljsko nivo smo ugotovili eno zadevo. Omenil sem, da imamo nekje v prehodu iz 4. v 3. stoletje pred našim štetjem, da pridejo Kelti na naše področje. Vemo, tudi v pisanih verjih se to ve, da imamo. Tudi predmeti se pojavijo. Način pokopavanja se spremeni, Kelti spremenijo, imajo drug način pokopavanja. Ampak če pogledamo kapiteljsko nivo, ja, imamo drug način pokopavanja, ampak imamo grobišče na istem mestu. Predmete, ki jih najdemo v grobovih, so cel kup novih, ampak se pojavljajo še stari predmeti. To pomeni, da mi imamo še vedno staroselsko prebivalstvo, ki je bilo tukaj, jaz to temu tako rečem, zgodba. Leta 1941, ko so Italijani zasedli Slovenijo, ne? To ne pomeni, da so vsi v Rimu prebivalci spokali kufre pa prišli v Slovenijo, pa zamenjali prebivalce, ki so bili tukaj, ampak da je prišla okupacijska vojska za neke uradniki z vojsko, ki so zasedli ta prostor. Prebivalci so ostali pa tisti, ki so bili pred vojno, še vedno isti. In še vedno smo isti tisti prebivalci. In ko so Kelti prišli sem, očitno so zasedli ta prostor kot zavojevalci, prebivalci so še vedno ostali, nekoga rabiš, da ti bo delal. Kot si omenil, tudi vse ostalo rabiš, tako kakorkoli. Skratka, ta paleta je zelo zanimiva in to očitno ko bo prišla stroka do tega, bomo ugotovili, da dejansko ja, imamo nove gene, jasno, novi ljudje pridejo, jih je toliko in toliko, ampak se pomešajo z unimi prejšnjimi, ko prije spet novi, pa so zmešani, ko prije novi, se spet pomešajo z temi. In to imamo do Slovanov. Tudi na Gorjancih je bilo zelo fajn tiste zadeve, ki smo jih pač delali, da vidimo, da so nekje še, da so Slovani pridejo k nam nekam tam v 5. stoletju, recimo, ne, našega štetja že, 6. stoletje. Mi imamo pa še vedno na Gorjancih tudi 6. pa 7. stoletje, da še živijo tisti, ki so prej na tem prostoru živeli. In potem se s temi novimi samo zlijejo. Tako ali drugače navežejo stike in se zlijejo. Se poročajo med sabo in skratka se potem kot ena mešanca teh ljudi nadaljuje. Torej nekako gene imamo tudi njihove. Jaz trdim, da imamo ne verjetno veliko, ampak nekaj starih genov imamo tudi mi. Letos se ti obeta ena taka prelomnica življenjska. Moj dober prijatelj mi je včeraj rekel, veš kaj, od predvčerajšnjem sem v penziji, pa sem se že čist navadil. Kaj boš delal, ko se boš upokojil? Torej to bo letos.
Torej javno izjavljam, da se bom upokojil letos. Zelo veliko dela me čaka, torej tudi še na arheologiji, poleg tega jaz zelo veliko želim preživeti veliko časa v naravi, v Zahoju, še vedno z prepoznavanjem arheoloških najdišč in arheoloških točk, ki se pojavljajo, ki jih je Dolenjska resnično polna. Dolenjska je namreč pokrajina, ki je za življenje zelo prijetna, bi človek rekel, ker ima vode dovolj, torej pitne tekoče, da tako rečemo, ima rodovitno zemljo, skratka, ni težko preživeti, bom tako rekel. V enih Alpah je problem, ne. Jasno, na Mediteranu je še lepše preživeti. Tam pač imaš še ribe. Imaš ribe, ki jih imaš na školjke pobereš. Torej, skratka, ampak tukaj je dosti prijetno. Ne moreš zelo obogateti, če nisi v železni dobi in če nisi proizvajalec železa, tako kot so danes naftarji, torej arabski, ne. Torej, ampak vse ostalo je pa nekako gre. Torej, najdišče veliko, torej, in narava je Dolenjska še vedno prekrasna in seveda tudi ostala Slovenija je izjemna. Tako da mislim, da bom precej časa preživel zunaj. Žena me ne sme slišati, ampak... Pa na glavnem trgu na kavici s prijatelji. To pa prav gotovo. Hvala za pogovor, hvala za obisk na Dolenjskem listu in veliko lepih dni v pokoju. Hvala za povabilo, hvala za dobre želje in upam, da bomo tudi dobre stvari delili naprej.